Wall Street je v paniki, težava pa se je začela 6000 milj stran. Poleti 2026 je več kot 320 000 južnokorejskih vlagateljev v nekaj urah doživelo likvidacijo svojih računov. Zakaj? Zato, ker je najbolj dobičkonosno podjetje na svetu pravkar naredilo nekaj, česar ni storilo že 20 let. Alphabet, matično podjetje Google, je v enem samem četrtletju za umetno inteligenco porabil 5,9 milijarde dolarjev. Obsedenost velikih tehnoloških podjetij z umetno inteligenco ni neomejen stroj za denar. To je črna luknja, ki uničuje vrednost. Ko bo Seul prenehal trgovati, bo na vrsti New York, vi pa boste občutili posledice. Zadnjih 5 let so ZDA, Nasdaq 100 in južnokorejski borzni indeks Kospi si zadnjih 5 let skorajda nista posvečala pozornosti. 60-dnevno drseče povprečje korelacije, torej koliko sta se gibala skozi čas, je znašalo 0,16. To je bilo praktično le šum v ozadju. Do sredine leta 2026 je eksplodirala in se povzpela na med 0,46 in 0,50. Z drugimi besedami, oba trga se gibljeta skupaj in vse se vrti okoli ene stvari – umetne inteligence. Južna Koreja izdeluje strojno opremo, ki ohranja ameriški tehnološki balon nedotaknjen. Vsako noč Wall Street spi, podjetja kot sta Samsung in SK Hynix pa odprejo trgovanje. Njihovi dobički, njihove napovedi, njihov strah – vse to pristane na trgovalnih zaslonih ameriških vlagateljev, ko ti končajo svojo kavo. Ko ameriški trgovci opazijo velike padce v azijskih dobavah strojne opreme, to narekuje njihovo lastno vedenje. Če imajo ta podjetja težave, to sproži verižno reakcijo, ki vpliva na podjetja kot je Alphabet, ki poskušajo in jim ne uspeva izkoristiti koristi infrastrukturnih projektov umetne inteligence. Korejska borza je pokazatelj zdravja celotnega sektorja umetne inteligence. In ta pokazatelj je pravkar obstal. V ozadju vsega je Googlovih 5,9 milijarde dolarjev izgube gotovine. To razkriva krožno iluzijo, zaprt krog, kjer tehnološki velikani ustvarjajo lastno povpraševanje. Nvidia izdeluje fizične čipe, ki poganjajo skoraj vsak večji sistem umetne inteligence na svetu. Leta 2025 je Nvidia investirala 100 milijard dolarjev v OpenAI. OpenAI je velik del tega denarja porabil za nakup čipov podjetja Nvidia. Denar gre ven in denar se takoj vrne nazaj. Prihodki podjetja Nvidia so videti močni, OpenAI je videti dobro kapitaliziran. Vrednotenja rastejo, vendar zaradi zaprtega kroga sploh ne potrebujejo plačljivih strank, da bi bil bilanca stanja videti dobra. To je pomemben del za vlagatelje in delničarje. Vidijo priliv in odliv denarja ter zaupanje v sisteme umetne inteligence, kar jih spodbuja, da vlagajo svoj denar v podobna podjetja. Ista težava ni zgolj v investiciji, temveč v času vračila. Za razliko od tradicionalnih naložb, kjer ljudje pričakujejo donos v 1 ali 2 letih, mnogi vlagatelji v umetno inteligenco verjamejo, da bodo pravi donosi prišli šele čez 3 ali celo 5 let. Ta navdušenost vodi do drugega razloga, zakaj so naložbe v umetno inteligenco tako razširjene. Strah, da bi zamudili priložnost. Vlagatelji želijo biti med prvimi. Če ne bodo, bo nekdo drug pobral nagrade, ki so lahko vredne milijone. Nvidia ni edina, ki uporablja to strategijo. Microsoft je vložil milijarde v OpenAI. Ta denar pa se je vrnil nazaj k Microsoftu v obliki pogodb za računalništvo v oblaku. Gre za isti krog, le pod drugo blagovno znamko. Toda Googlov kurjenje gotovine je tisto, kar se v resnici zgodi, ko podjetje poskuša tekmovati v takem okolju brez zanašanja na krožne posle. Poskušajo prevzeti stroške bodisi gradnje infrastrukture, bodisi zagotavljanja potrebne strežniške zmogljivosti. Alphabetu je uspelo v samo 3 mesecih porabiti 44,9 milijarde dolarjev. Celotna predpostavka je bila, da računa na lastno stano rast, da bi to pokril. Za Alphabet je bilo to rekordno četrtletje. Prihodki so dosegli 119,8 milijarde dolarjev, kar je 24% več. Poslovni dobiček se je povečal za 30%. Tako je Google vzel te dobičke in se odločil, da bo pokuril milijarde gotovine. Alternativa je izguba tekme v umetni inteligenci proti Microsoftu, Meti in Amazonu, ki vsi sami veliko vlagajo v umetno inteligenco. Ni samo eno podjetje, ki tvega z umetno inteligenco. Vsak večji igralec v tekmi umetne inteligence uporablja neko prikrivanje, da lahko porabi več, a poroča, da porablja manj. Če se izplača, je to razglašeno kot popolna strategija, premišljeno tveganje, ki se je obrestovalo. Toda, medtem ko je ves ta denar izginjal v podatkovne centre, se je odvijala druga zgodba, ki je stvari v Koreji še poslabšala. Pojavilo se je poročilo, da domače kitajsko podjetje s sedežem v Šanghaju izdeluje lastne stroje za globoko ultravijolično litografijo. Točno tisto opremo, ki se uporablja za proizvodnjo naprednih polprevodnikov. Po poročilu podjetje načrtuje, da bo leta 2026 izdelalo 5 takšnih strojev, naslednje leto pa še 20. Večina komponent je domačega izvora, le nekaj delov še vedno prihaja iz Japonske. 2 tedna kasneje je bilo podjetje imenovano Shanghai Aishangna Electronic Technology Group, znano tudi kot Aishangna, in izkazalo se je, da je večinsko v državni lasti. Novica je pretresla trge. Obstoječo proizvodnjo je skoraj monopoliziral ASML s sedežem na Nizozemskem. Je vodilni dobavitelj tako globoko ultravijoličnih DUV kot tudi ekstremno ultravijoličnih EUV litografskih strojev.
To so orodja, ki dejansko vgravirajo vezja na čipe v merilu, izmerjenem v nanometrih. Od obeh je DUV tehnološko manj impresiven, vendar še vedno daje rezultate. Vendar je ASML prepovedano prodajati svoje najnaprednejše EUV sisteme Kitajski. Tudi če Aishank izdela manj napredno različico doma, to pomeni, da je Kitajska nenadoma osvobojena uvedene izvozne prepovedi, ki omejuje njen ogromen industrijski potencial. Ko je izšlo poročilo o obstoju Aishanga, so se cene delnic Samsung Electronics in SK Hynix v eni sami seji znižale za več kot 10%. Tokyo Electron in TSMC sta prav tako padla skupaj z njima. Strah pa ni bil abstrakten. Dolga leta je veljalo prepričanje, da so omejitve intelektualne lastnine in izvozni nadzor Kitajsko pri opremi potrebni za izdelavo naprednih čipov ohranjali več let v zaostanku. Analitiki so ocenjevali, da je zaostanek 7 do 10 let, vendar je trg takoj reagiral na možnost, da bi Kitajska ta zaostanek lahko nadoknadila veliko hitreje, kot je bilo pričakovano. A obstaja še druga plat tega, ki pa skrbi vodilne. Kitajska podjetja so leta ponujala mamljive nagrade za podpis pogodb, da bi inženirje zvabila iz Samsunga in drugih korejskih proizvajalcev čipov. Uvažali so desetletja institucionalnega znanja, enega zaposlenega za drugim. Lee Byung-chul, raziskovalec na inštitutu v Suzhouju, je izjavil, da je bila tehnologija DRAM podjetij Samsung in SK Hynix že razkrita Kitajski. Prav tako verjame, da so poskus ločenega uhajanja tehnologije pakiranja HBM ujeli, preden je prišla ven. To je le polovica problema. V južnokorejski tehnološki industriji izbruhuje državljanska vojna. Samsung opazuje, kako njihovi inženirji čipov, glavni strokovnjaki za strojno opremo, odhajajo skozi glavna vrata in se pridružujejo podjetju SK Hynix. Nori dobički iz umetne inteligence so bili uporabljeni kot orožje z osupljivimi bonusi v višini do $500,000, ki jih ponujajo za zvabljanje zaposlenih. Podjetje, ki naj bi branilo korejsko prednost na področju polprevodnikov pred Kitajsko, je popolnoma nemočno, saj se njihovi lastni strokovnjaki pridružujejo domačemu tekmecu. To ni nezakonito in ni nič novega. Gospodarsko vohunjenje, vojna za talente in kitajski domači program litografije zdaj ogrožajo južnokorejsko industrijo umetne inteligence. Globalni trg umetne inteligence pa je odvisen od države brez rezervnega načrta. Če poceni kitajska alternativa začne spodkopavati monopol, se celotna finančna osnova, ki so jo zgradili ameriški velikani umetne inteligence, zruši. Toda Kitajska se tu ne ustavi. Ima še eno možnost in lahko preplavi svetovni trg s poceni čipi, da spravi Južno Korejo na kolena. Ali pa lahko popolnoma prepove izvoz čipov, financira svojo industrijo umetne inteligence in si prisvoji trg z več kot milijardo ljudi. Za industrijo, ki temelji na čistem špekuliranju, je to ogromen problem, saj umetna inteligenca ni končni izdelek. Že leta 2023 je predsednik podjetja Alphabet, John Hennessy, za Reuters povedal, da ena sama izmenjava z velikim jezikovnim modelom stane 10-krat več kot tradicionalno iskanje. Ko so izračunali številke, bi dodatni stroški iskanja z umetno inteligenco lahko dosegli $6 milijard na leto. Google pravi, da so se ti stroški na poizvedbo od takrat močno znižali, celo do 33-krat nižji, saj so strojna oprema in modeli postali učinkovitejši. A to vodi do nove težave. Znižani stroški pomenijo, da se izdelek uporablja pogosteje in to pomeni večjo porabo virov. To je le primer Jevonsovega paradoksa. Ko tehnologija postane učinkovitejša, ne prihranimo virov, le več jih porabimo. Leta 2025 je Googlovo lastno okoljsko poročilo priznalo, da so se njihove emisije povečale za 50% v primerjavi z letom 2019, preden se je začel trend umetne inteligence. Tehnološki velikani uničujejo svet, da bi zaščitili izdelek, ki nima jasnega namena. Po anketi S&P Global Market Intelligence je leta 2025 kar 42% podjetij opustilo večino svojih pobud na področju umetne inteligence. To je več kot dvakrat več od 17%, kolikor jih je bilo zabeleženih leto prej. V povprečju so organizacije opustile skoraj polovico svojih projektov umetne inteligence v fazi dokazovanja koncepta, še preden so ti projekti sploh prišli v produkcijo. Proračuni so bili odobreni, pilotni projekti so bili izdelani, predstavitve so prejele aplavz v sejni sobi, nato pa nič ni prišlo na trg. Ta vzorec ima precedens. IBM. IBM je leta in milijarde dolarjev vlagal v razvoj Watson Health, ki naj bi pomenil revolucijo v medicini, podprti z umetno inteligenco. Naj bi bral slike hitreje kot radiologi in primerjal možnosti zdravljenja. Namesto tega je bil projekt leta 2022 prodan po delih, še preden so veliki jezikovni modeli umetne inteligence pritegnili pozornost javnosti. Watson Health je propadael, ker kljub dobrim rezultatom pri testiranju nobeno podjetje ni videlo, kako bi jim lahko prinašal dobiček. IBM je prav tako zahteval, da mora vsak potencialni kupec opustiti svojo obstoječo tehnološko infrastrukturo in sprejeti Watsonovo, s čimer so se omejili le na eno rešitev. Vrednotenja v višini bilijonov dolarjev temeljijo na laži. Nenadzorovana rast temelji na investicijah, ki vodijo v nove investicije. To je korporativni vrtiljak. Kdo pa dejansko nosi izgubo, ko se vzvodi začnejo podirati? Se spomnite tistih korejskih malih vlagateljev in tistih 360 tisoč likvidiranih računov?
No, 62% teh računov je pripadalo ljudem mlajšim od 35 let. To so bili mladi ljudje, ki so si izposodili denar, ker je trg rasel na način, ki je bil bolj podoben igri, v kateri so vsi zmagovali, kot pa vlaganju. Ko se je vzvod obrnil, se je obrnil proti tistim, ki so imeli najmanj možnosti, da to prenesejo. Nekateri med njimi zdaj dolgujejo posrednikom več denarja, kot so bile njihove pozicije sploh kdaj vredne. To vpliva tudi na Ameriko. Velik delež običajnih pokojninskih prihrankov, tistih v indeksnih skladih in računih tipa 401k, je skoncentriran v istih podjetjih povezanih z umetno inteligenco, ki porabljajo denar z rekordno hitrostjo. Ko prispevate v pokojninski račun, ne da bi izbirali posamezne delnice, del tega denarja teče v ambicije na področju umetne inteligence majhne skupine podjetij, ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne. Pasivno vlaganje naj bi bilo varna, dolgočasna izbira po zlomu dotcom balona. Zlom stanovanjskega trga leta 2008 je generacijo naučil, naj ne stavi na posamezne delnice. Namesto tega je indeks sam postal koncentrirana stava. In tu so še pokojninski skladi. Pokojninski skladi javnega sektorja, računi za učitelje, občinske delavce in sindikalne upokojence so povečali svojo izpostavljenost istim na umetno inteligenco osredotočenim indeksom. To so ene najpomembnejših in najmanj vidnih razkop znotraj celotne stave. Dobiček od vlaganj v umetno inteligenco, če se sploh kdaj v celoti uresniči, poberejo podjetja, ki stavijo nanjo, in direktorji, ki imajo delniške opcije. Če pa se stava izkaže za napačno, izgube padejo na ljudi, ki pri odločitvi niso imeli besede in si najmanj lahko privoščijo udarec. To je tisti del, ki ga vedno znova prezrejo, ko zgodbo pripovedujejo v smislu borznih oznak in indeksnih točk. Zlom ni le številke na zaslonu, gre za prenos tveganja. Tveganje se prenese z ljudi, ki so ga izbrali, na tiste, ki ga niso. Najhuje pa je, da to ni prvič. Avgusta 2024 sta japonska indeksa Nikkei in Topix v eni sami trgovalni seji padla za več kot 12%, kar je bil največji enodnevni padec po letu 1987. Povod za to je bilo nepričakovano zvišanje obrestnih mer strani banke Japonske, zaradi katerega je jen močno poskočil. To je povzročilo silovit razplet tako imenovane carry trade strategije, kjer so si vlagatelji izposojali poceni jene za financiranje stavna sredstva, kot so ameriške tehnološke delnice. Ko je jen okrepil, so morali ti vlagatelji prodajati, da bi pokrili svoje pozicije, kar je jen še dodatno podražilo in sprožilo še več prisilnih prodaj. Isti dan je korejski indeks Kospi padel za več kot 8% in je začasno ustavil trgovanje. Če gremo še dlje nazaj, 25 let, do dotcom balona, je vzporednica še bolj očitna. Na vrhuncu tistega balona je 20 največjih podjetij v S&P 500 predstavljalo 38% celotne vrednosti indeksa. V 5 letih pred zlomom je Nasdaq zrasel za 572%, kar je pritegnilo vlagatelje, ki prej še nikoli niso kupili delnic. Ko je prišlo do zloma, je Nasdaq v 2 letih padel za 78%, kar je izbrisalo več kot $5 bilijonov tržne vrednosti. Svoje stare najvišje vrednosti ni dosegel naslednjih 15 let. Danes 20 največjih podjetij v indeksu S&P 500 predstavlja več kot polovico skupne vrednosti indeksa, pri čemer je približno 10 od njih neposredno povezanih z umetno inteligenco in polprevodniki. Razlogi, ki jih vlagatelji navajajo za vztrajanje, zvenijo skoraj enako kot leta 2000. Pomembnih dobičkov še ni, vendar je v umetni inteligenci še neizkoriščen potencial. Podjetja, ki vlagajo vanjo, pa jih vodi strah, da bi kaj zamudili. FOMO. Tokrat pa obstaja ena velika razlika. Med zlomom dotcom balona, infrastruktura, ki je bila zgrajena, optični kabli, ki so jih položila podjetja, ki so nato propadla, niso kar izginili. Poceni zapuščena optična vlakna so nato prenašala internetni promet naslednjih 2 desetletij. Nekdo je za ta vlakna plačal drobiž in na njih zgradil prave posle. Toda infrastruktura za umetno inteligenco za sabo ne pušča takšnih daril. Čipi v teh podatkovnih centrih se fizično obrabijo v 1 do 3 letih. Večino svoje ekonomske vrednosti pa izgubijo že v trenutku, ko pride na trg naslednja generacija strojne opreme. Po 3 letih je podatkovni center poln zastarelih čipov in je uničil lokalno okolje, saj je porabil ogromno vode, povzročal hrup in onesnaževanje ter opustošil lokalni trg nepremičnin. Če se stava na umetno inteligenco ne izplača, je ta podatkovni center vreden le še za staro železo. Doba umetne inteligence ne pušča zapuščine. Konča se z ogromnimi dolgovi in kupom neuporabne tehnologije, ki je čez 5 let nihče ne bo želel. Če ti dve zgodbi postavimo eno ob drugo, postane neprijetno. Leta 2024 smo videli, kako lahko valutno gibanje na drugi strani sveta v istem dnevu povzroči dvomestni padec tečajev v Seulu. Leto 2000 je pokazalo, kaj se zgodi, ko si celoten trg domišlja, da je potencial enak dobičku. Vse do trenutka, ko to več ne drži. Zlom leta 2026 nosi s seboj del vzvoda in hitrosti iz leta 2024. Hkrati pa ima koncentracijo in napačno ocenjen potencial iz leta 2000. In tokrat se vse to dogaja v času, ko sta dva trga, ki sta z njim najbolj povezana, korejski proizvajalci čipov in ameriški velikani umetne inteligence, bolj tesno povezana kot kadarkoli v zadnjih 5 letih. Pravo vprašanje ni, ali se bo to končalo. Baloni se vedno končajo. Vprašanje je, kdo bo še stal, ko se finančnemu vzvodu končno ne bo več kam skriti in kdo bo dobil račun, ki ga nikoli ni pristal plačati.
Kitajska pa bi bila morda pripravljena pobrati koščke. Če želite izvedeti več, si oglejte, kaj Kitajska razume o umetni inteligenci, česar ZDA ne, da vidite, kako je pripravljena pretresti tehnološki sektor. Ali kliknite na ta video.